Slava vsa pripada ti, pojemo ti skupaj pesem si. Slava vsa pripada ti, Bog. Poj aleluja, Bogu le, slava aleluja, res velik je. Slava vsa pripada Bogu. Slava vsa pripada ti, pojemo ti skupaj pesem si. Slava vsa pripada ti, Bog. Poj aleluja, Bogu le, slava aleluja, res velik je. Slava vsa pripada Bogu. Slava vsa pripada ti, pojemo ti skupaj pesem si. Slava vsa pripada ti, Bog. Poj aleluja, Bogu le, slava aleluja, res velik je. Slava vsa pripada Bogu. Bog rešitelj, Bog zdravnik moj, naša si pomoč. To si ti, Bog rešitelj, Bog zdravnik moj, naša si pomoč. To si ti, slava vsa pripada ti, pojemo ti skupaj pesem si. Slava vsa pripada ti, Bog. Mir in milost od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Dobrodošli ponovno na tako imenovanem online bogoslužju. Seveda, že pogrešamo drug drugega. Toda hvala Bogu za tehniko, da smo lahko povezani in v kontaktu. Seveda je pa naša največja povezava naš Bog, njegova pomoč, delovanje Svetega Duha, ki je v naših srcih. Seveda ob teh težkih trenutkih se nam tudi postavljajo različna vprašanja. Tudi v Svetem pismu vidimo ljudi, ki so šli skozi težke trenutke in si postavljali različna vprašanja. Pridigar ali pisec knjige Pridigarja pravi takole: žalostno je, kar sem videl pod soncem. In tudi mi, ko vsak dan moče spremljamo iz naše sosedne Italije toliko smrtnih žrtev, Španije in nekaterih držav, se nam porajajo vprašanja. Bog, kaj se to dogaja? Ali kako daleč še se bo to nekako razvijalo in bodo ljudje umirali? Na drugi strani psalmist celo moli ali sprašuje Boga: zakaj skrivaš svoje obličje, pozabljaš našo nesrečo in našo stisko? Normalno je, da naša srca pridejo v stisko in je, ko gledamo težave okrog nas. Toda Bog je obljubil, da je z nami. In tudi to bogoslužje izkoristimo, da vseeno
zaupamo našemu Bogu. Da slavimo in častimo njegovo ime in verujemo njegovo pomoč in odgovore, da bodo tudi ti dnevi mimo in se bomo ponovno lahko zbrali skupaj kot cerkev, kot bratja in sestre. Zato nas vse povabim na tem bogoslužju, da slavimo Gospoda, da vseeno predamo se v njegove roke in da se skupaj psalmistu služimo in povemo, tako kot pravi on: slavil bom Gospoda ob vsakem času. Njegova hvalnica bo vedno v mojih ustih. In zato slavimo in hvalimo zdaj Gospoda in dajmo njemu vso slavo, čast in hvalo. In naj bo to bogoslužje blagoslovljeno, naj Bog deluje nadnaravno. Odprimo naša srca in mu dovolimo, da prinaša mir in na drugi strani tudi radost, da bo Bog deloval in nas tudi to nedeljo duhovno nahranil. Bog pred tabo sem, ti obnovi mi srce s polnino milosti, ki našel sem jo v tebi. Gospod, vem vsa slabost, ki vidim jo sedaj v sebi, bo odstranjena. V moči tvoje ljubezni. Pogled odkri, tebe zreti si želim, ljubezen videti, ko ti živiš v meni. Obnovi misel mi, da tvoja volja bi spolnila se
oči tvoje ljubezni. Bog, pred tabo smo in se združujemo v molitvi, da ti deluješ v tej nedelji s Svetim Duhom. Naj tvoj mir, tvoja milost, tvoja slava, delovanje tvojega Svetega Duha se prav zdaj razodeva med nami. Jezus, jaz te prosim, da se dotakneš vsakega, ki potrebuje tvoj mir. Jaz te prosim, da skozi tvojo besedo se v tem jutru duhovno nahranimo, da prejmemo moč, da živimo tudi v teh težkih časih z enim mirom, močjo in vero, da si ti z nami tudi v teh dnevih in da pride dan, ko boš ti dal zmago. Zato deluj, dragi Gospod, da te prosim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gradim se svoje upanje na skali, ki sam Kristus je. Zaupanje gre njemu le, trdno verujem Jezusu. Gradim se svoje upanje na skali, ki sam Kristus je. Zaupanje gre njemu le, trdno verujem Jezusu. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Bog zatočišče je in moč, mi v stiskah vedno je v pomoč. Čeprav se tresejo gore, Gospod trdnjava je za mir. Gospod trdnjava je za mir. Kristus le temelje, šibki v njem, močni so v stiskah vseh. On je Gospod, Bog vsega. Ko spet prišel v slavi bo, ovenčan bo s pravičnostjo. Pravičnost, ki je iz Boga, poveril njega v Kristusa. Poveril njega v Kristusa. Kristus le temelje, šibki v njem, močni
Lepo pozdravljeni v drugem oziroma že skoraj tretjem tednu karantene. Živimo res v nenavadnem času. Ne vem, kako je pri vas, toda jaz že komaj čakam, da bo vsega konec in lahko zopet normalno zaživim. Res pogrešam skupna bogoslužja v cerkvi, čase druženja s prijatelji ob kavi in še marsikaj drugega. Veliko ljudi se morda v teh časih sprašuje, kako bi lahko dober Bog dovolil to zlo koronavirusa. Zavedati se moramo, da živimo v padlem in prekletem svetu, ki je zaradi greha ločen od Boga in nepopoln. Bog ga takšnega ni ustvaril. V začetku prve Mojzesove knjige beremo o tem, da je Bog ustvaril popoln svet. Toda človek ga je s svojo sebičnostjo in neposlušnostjo Bogu pokvaril. Zato prihaja do različnih bolezni, zločinov in naravnih katastrof, kot je bil tudi potres v Zagrebu pred enim tednom. Ne moremo kriviti Boga, da živimo v tem pokvarjenem svetu, ki smo ga ljudje sami uničili zaradi našega pohlepa, podobičkov in lastnih interesov. Toda Jezus je še vedno kralj, ki vlada. Njemu je dana vsa oblast na zemlji in nebesih, pravi Sveto pismo. Kljub dejstvu, da živimo v tem nepopolnem in padlem svetu, nam Bog ponuja pomoč in rešitev. To, da živimo v času stiske, je velika priložnost, da iščemo rešitev za naše težave pri Jezusu. V naslednjih trenutkih si želim z vami pogledati čudovito zgodbo, kako je Jezus rešil za človeka povsem nerešljiv izziv. V Janezovem evangeliju, v 11. poglavju, si bomo prebrali zgodbo o tem, kako je Jezus vodil Lazarja. Janez 11:1-3 pravi naslednje. Bil pa je neki bolnik, Lazar iz Betanije, iz vasi Marije in njene sestre Marte. Marija je bila tista, ki je Gospoda mazila z dišavnim oljem in mu obrisala noge s svojimi lasmi. Njen brat Lazar je bil bolan. Sestri sta tedaj poslali Jezusu sporočilo: Gospod, glej, tisti, ki ga imaš rad, je bolan. Lazar je bil eden izmed Jezusovih bližnjih prijateljev. Jezus je pogosto obiskal dom Marije, Marte in Lazarja v Betaniji. V 5. vrsti beremo, da je Jezus ljubil Marto, Marijo in Lazarja. Nekega dne pa je Lazar zbolel. V tekstu ne vidimo točno, katero bolezen je imel, toda morala je biti zelo resna bolezen. Kajti Marija in Marta sta poslali Jezusovo sporočilo, naj pride na pomoč. Naprej bomo prebrali v 4. vrsti, kaj je bil Jezusov odziv na to situacijo. 4. vrsta pravi naslednje. Ko je Jezus to slišal, je rekel: ta bolezen ni za smrt, ampak v Božje veličastvo, da bo po njej poveličan Božji sin. To, kar pri človeku ni mogoče, je mogoče pri Bogu. Jezusu je vse mogoče, njemu je dana vsa oblast na nebu in na zemlji. V imenu Jezus imamo tudi mi, kristjani, Božjo moč in avtoriteto. Zato lahko pogumno gremo vsaki stiski naproti, ker vemo, da z Jezusom smo nepremagljivi. Tudi če je pred nami ogromna ovira, ki je sami nikakor ne moremo premagati, pri Jezusu je vse mogoče. On je premagal greh in želo smrti. Zaradi tega mi nismo več poraženci ali izgube, ne, mi smo zmagovalci z Jezusom. Z Bogom lahko premagamo vsako oviro pred nami. Ni se nam treba bojevati, ampak lahko prosimo Jezusa za pomoč. On lahko reši tudi na videz že izgubljeno situacijo. Čeprav mogoče mi nimamo pravega
odgovora in rešitev za naš problem, je Jezus sposoben rešiti prav vsak izziv. Velikokrat se ljudje trudimo, da bi sami v svoji moči uspeli premagati ovire pred nami. Toda v življenju lahko pridejo trenutki, ko več ne vemo, kako naprej. Ko več mogoče niti ne vidimo izhoda iz našega brezupa. Takrat je še posebej pomembno poklicati Jezusa na pomoč, kot so to storili Marta in Marija. Jezus lahko reši tisto, kar je človeku nemogoče. On je Gospod vseh gospodov, kralj vseh kraljev. On je vsemogočen Bog, ki ima rešitev za vsak izziv. V 6. vrsti beremo naprej naslednje. V 6. vrsti pravi Božja beseda naslednje. Ko je torej slišal, da je bolan, je ostal še 2 dni v kraju, kjer je bil. Jezus se je odločil ostati v kraju, kjer je bil prej, in ni takoj šel v Betanijo pomagati Lazarju. Naposled, ko je prišel v Betanijo, je odkril, da je Lazar že 4 dni v grobu. Tedaj sta mu naproti prišle Lazarjeva sestra Marta in kasneje še Marija. Obe sta bili v hudi bolečini zaradi izgube svojega ljubega brata. In Jezusu sta dejale: Gospod, ko bi bil ti tukaj, moj brat bi ne umrl. Na prvi pogled se nam morda zdi, da je Jezus zamudil. Morda dobimo občutek, da bi se zgodba drugače razpletla, če bi Jezus prišel prej. Mogoče Lazar sploh ne bi umrl, če bi Jezus prišel le malo prej. Zakaj je Jezus še 2 dni ostal v kraju, kjer je bil, in ni prej prišel do njih? Zakaj bi Jezus potem dovolil, da je Lazar umrl? Morda so se podobna vprašanja podila v mislih tudi Marije in Marte. Toda Lazarjeva bolezen ni bila Jezusova krivda. Enako tudi stiska zaradi koronavirusa ni Jezusova krivda. Čeprav mi ljudje radi krivimo Boga za naše stiske, je resnica to, da Bog ni povzročil teh težav, v katerih se nahajamo. Prav nasprotno, Bog nam v teh trenutkih krize ponuja svojo roko pomoči. V teh časih nam je dana milost, da se lahko še bolj obrnemo k Jezusu in naslonimo na njegove obljube v Svetem pismu. On nikoli ne zamuja. On pride ob pravem času, da reši težavo. In na koncu te zgodbe vidimo, kako je Jezus prišel pravočasno, da naredi Božji čudež. On ne zamuja, ampak ob pravem času daje odgovor. Prepričan sem, da se želi Jezus dotakniti tudi tvojega in mojega življenja v teh časih krize. On ne zamuja, on pride ob pravem času, da posreduje v tvojem in mojem življenju. Zdaj je čas, da še bolj vneto iščeš Jezusa. Zdaj je čas za pravo srečanje z Jezusom. Zdaj je čas, da dovoliš Gospodu posredovati v tvoji stiski. Zdaj je priložnost, da v svojem odnosu z Gospodom greš globlje. Mogoče prej nisi videl prave potrebe po tem, da bi imel en tesen odnos z Jezusom. Zdaj je prava priložnost zate, da povabiš Jezusa v svoje življenje in mu dovoliš, da ti pomaga. On ne bo zamudil, ampak bo prišel takrat, ko ga iskreno pokličeš. Izkoristi te dneve, ko jih imaš časa na pretek, da še globlje doživiš Jezusovo prisotnost v tvojem srcu. Naprej v 25. vrsti beremo naslednje. Janez 11:25. Jezus ji je rekel: Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel tudi, če umre. In vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Jezus nas želi spodbuditi, da tudi, če se nam zgodi kaj hudega v tem življenju, ima on za nas pripravljeno nekaj veliko boljšega.
večno življenje, kateremu ne bo nikoli konca. Zaradi Jezusove smrti na križu, na katerem je plačal to visoko kazen za naš greh in zaradi njegovega vstajenja na tretji dan, imamo lahko tudi mi večno življenje. Tudi če umremo, bomo na vekomaj živeli z Gospodom. A ni to čudovita novica za ta čas, za vse kristjane, ki verujejo v Jezusa in so mu dovolili, da očisti njihova srca. V tem času, ko na svetu ni veliko upanja, ko beremo le negativne, slabe novice, ima Sveto pismo pravo sporočilo upanja za tebe in mene. Zaradi Jezusa imamo obljubo večnega življenja. V 33. do 36. vrsti pa naprej beremo, kaj se je zgodilo. 33. in 36. vrsta pravi naslednje. Ko je Jezus videl, da Marija joka in da jokajo tudi Judje, ki so prišli z njo, je bil v duhu pretresen in se je vznemiril. In dejal je, kam ste ga položili? Rekli so mu, Gospod, pridi in poglej. Jezus se je zjokal. Judje so tedaj govorili, glejte, kako ga je imel rad. Jezusu je bilo resnično mar za Marijo, Marto in Lazarja. Jezus se je zjokal, ko je videl, kako so ljudje žalovali za Lazarjevo smrtjo. Njega boli srce tudi za trenutno situacijo na svetu. Njemu je mar tudi zate. On vidi in čuti tvojo bolečino. Sveto pismo pravi, da je Jezus doživel vsa čustva in dobro pozna naše bolečine in trpljenje. Zato mu je še kako mar zate. Bogu ni vseeno za tvoje življenje. Bogu ni vseeno, kar se zdaj dogaja v Italiji, drugod po svetu in tudi med nami v Sloveniji. Božje srce je ganjeno in zaradi tega mu ni vseeno. Še posebej pa ga boli srce, ko trpijo njegovi otroci in Kristusova cerkev. Zato nam Jezus želi pomagati v teh časih stiske in nas tolažiti. Dati nam želi novih moči po Svetem duhu, da skupaj z njim premagamo vsako oviro, ki leži pred nami. Od 43. do 44. vrste pa beremo, kaj se je zgodilo na koncu. Od 43. do 44. vrste beremo naslednje. In ko je to izrekel, je zaklical z močnim glasom, Lazar, pridi ven! In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povoji in njegov obraz je bil ovit s prtom. Jezus jim je rekel, razvežite ga in pustite, naj gre. Jezus je storil neverjeten čudež. Mrtvega Lazarja, ki je bil že 4 dni mrtev v grobu, je obudil in ga poklical ven iz groba. Niti predstavljati si ne morem, kakšno veselje je nastalo, ko je Lazar živ prišel iz groba. Ta huda žalost ob izgubi bližnjega se je spremenila v čudovito veselje. Marta in Marija sta zagotovo vriskali od navdušenja in veselja. Vsi ljudje, ki so to videli, so imeli en velik razlog za slavljenje Boga in zahvaljevanje Bogu. To se lahko zgodi tudi v tvojem življenju. Gospod želi tvoje srce spremeniti v veselo srce. Ko se srečaš z Jezusom, se tvoje življenje povsem spremeni. Preprosto ne moremo ostati enaki. Ko nekaj doživiš z Gospodom, drugače ne moreš, kot pa da se veseliš. Jezus želi tudi tvojo in mojo žalost spremeniti v veselje. On želi spremeniti tvoje trpljenje v pesem zahvaljevanja. Zato je zdaj najboljši čas za novo srečanje z Jezusom. Zdaj je čas, da greš globlje z Gospodom
v svojem odnosu z njim. Zdaj je čudovita priložnost, da mu odpreš svoje srce, ga povabiš k sebi in dovoliš, da tudi tebi prinese neizmerno veselje večnega življenja. Jezus prav zdaj trka na vrata tvojega srca in čaka, da mu odpreš. Jezusa ni strah koronavirusa in karantene. On ne bo ostal pred vrati tvojega srca, da se ne bi samo okužil. Ne, on želi prav zdaj se srečati s tabo. Prav tam, kjer si. Zato še bolj vneto išči Jezusa v teh časih krize. Jezusu je vse mogoče. On lahko reši tudi tvojo stisko. On ima pravi odgovor tudi za tvojo težavo, ker lahko reši tisto, kar je človeku nemogoče. Jezus nikoli ne zamuja, temveč pride ob pravem času. Mogoče že dlje časa čakaš na odgovor tvoje molitve. Ne skrbi in zaupaj Jezusu. On bo odgovoril ob pravem času. Za nas ima pripravljeno najboljšo novico o večnem življenju. Jezus tudi pozna stanje tvojega srca in njemu je resnično mar zate. Zato želi vsako žalost spremeniti v veselje. Tudi v teh časih krize ti želi Gospod dati veselo srce. Srce, ki je polno miru. Srce, ki se še naprej lahko raduje v Gospodu. Srečaj se z Jezusom in mu dovoli, da to stori tudi v tvojem srcu. Amen. Na koncu bi se rad z vami vsemi še skupaj pomolil. Gospod, prosim te za vsakega brata, za vsako sestro, za vsakega gledalca in gledalko, da se jim v teh časih stiske razodeneš in se srečaš z njimi. Gospod, prosim te, da prineseš to veselje, ta mir, ta nadnaraven mir, Jezus, ki ga le ti lahko daš. Da v teh časih ne gremo vse iz sebe, kaj se dogaja na svetu, ampak da imamo lahko eno zagotovilo. Gospod, da smo s tabo in da smo s tabo na najboljšem mestu, da si ti vedno z nami. Gospod, da se ne rabimo bati, kajti ti si večji od vse stiske. Ti si večji od vsake ovire, ki je pred nami, Gospod. In s tabo je tudi nemogoče mogoče. Gospod, pomagaj nam, da resnično verujemo tebi in tvoji besedi v tem času. Da imamo eno pravo zaupanje vate. In Gospod, da te iščemo še bolj vneto v tem času, da se srečujemo vsak dan znova s tabo, v osebnem času, ko molimo, ko beremo tvojo besedo. In Gospod, daj, da stojimo na tvoji besedi, da je to temelj za naše življenje, da stojimo v tvojih obljubah in Gospod, da vemo, da si ti z nami in da lahko vsako žalost, vsako trpljenje spremeniš v neizmerno veselje. Amen.